še kar smo pri Krisu, moški smo se svoj čas, ali pa tisti, ki imamo postkonvencionalno moralno razsojanje, ukvarjali, ali je delitev teh sredstev nabranih 4 milijone, je to pravično, ker teh Krisov je bilo kar nekaj svoj čas v Sloveniji, ne. Saj ne rečem, da ženske nimajo postkonvencionalne moralne razsojanje, ampak imajo pa neke deficite, in dobiš eno, bi rekel, razštelano žensko v družino, in če sam nisi naglihan v moralnem smislu, to gre vse narobe, ne. Prideta zbegani moški in zbegana ženska v družino, to pa imata tam neke otroke, to je vse narobe. Ne. Otroci, če niso deležni normalnih staršev, se jim psiha ne formira v ta pravo smer. Saj ne rečem, da postanejo, osebnostno moteni, ampak zagotovo so pa, vsak človek je, zaznamovani s svojim otroštvom. Otrok je oče odraslega človeka, je rekel Freud. Zato moramo starši dati vse od sebe, da naši otroci dobijo neko popotnico, normalno v poznejše življenje. Vse, kar mi doživimo do 6. leta, je rekel Freud, raje bi jaz rekel do nekega 8. leta ali pa celo 10. Ta popotnica iz otroštva nam determinira vse, kar se nam potem dogaja v odraslosti, ne. Če se nam v zakonu zalomi, in tistim, ki imajo ali pa imate ločene starše, izredno težko se mučiti v zakonu, najraje bi se kar ločili, ne. Moralno prav je, da smo skupaj zaradi otrok. Mnoge ženske vztrajajo v nekih gnilih odnosih zato, ker ne želi svoje otroke prikrajšati za očeta, ne. Takšno razmišljanje je kar pravilno. Nekatere ženske se malo moža svojega oplojevalca naveličajo, ne. Ve, da ima zdaj ta, prej je bila zaljubljena, pač ni vedela, da ima neke slabosti, te slabosti napihne, ne, ve, da njej njen tip ni alfa samec, je tam beta ali pa zagaman samec, ne, gama samec. In potem se loči in pol misli zdaj, da bo pa alfa samca dobila. In najbolj, da še pred 40. letom, ker pol emša je neusmiljena do žensk, ne. In pol se zakalkulirajo, ne, pa prihajajo k meni, ja, zdaj bi pa rada enega partnerja dobila. Ene so brez otrok, drugi imajo že otroke, enega, dva, in potem misli kar, da bo dobila nekega oplojevalca. Take ženske so v seksu izjemno tako kompatibilne. Kar ji rečeš, tisto naredi, ne. Ker misli, bolj bom seksala, bolj me bo imel rad, ne, in bomo par, pol pa bomo družina. Glejte, to se tako zakalkulirate, da se bolj ne morete, ne. Načeloma si moški tam po enem 40. letu, če je že imel neko družino, pa če je ločenec, ne želi kar ustvariti družino z neko X žensko, ki ima že ene 2 otroka. Moški ima rad neki dober adrenalinski seks in te ženske svoj čas so bile sramežljive, zdaj so v spolnosti ta seks, so se malo naveličale in pol se pa tam recimo fino razdajajo, se dol dajejo ko v porničih, ne. In taki moški pol blestijo tudi ob takih ženskah, ampak to je za seks, to ni za nedeljsko kosilo pa prenašati tečne otroke, pa je tam na dopust z otroci, ne. Pol se pa še tako zgodi, ne, da pridejo tam meni neki ločenci, pa potihem tako, ker mi ne smejo lagati, priznajo, da imajo svoje bivše partnerje še kar malo radi, ne. Seveda, vi ne morete nekoga, ki je oče vašim otrokom, pa še dober oče je, ker da ga ne bi imeli radi, ne. Če ste imeli radi svojega očeta, ali če ga imate še kar radi, pa ste se v spletu okoliščin malo prenagljeno ločili,
Ne? Potem ne morete libidinalne pipce zapreti, pa reči, zdaj pa ga ne imela več rada, zdaj imela pa enega drugega rada. Ker bo pa en drug moški, ne, tam me pa še dober nažge, onga sem se naveličala, zdaj ga bom imela pa rada, pa bom z njim imela družino. Pa se trudite, glejte, ne gre to tako. Libidinalne zakonitosti, čustvovanje ni tako. Tisti moški, ki je oče vašim otrokom, prejme simbolno zastopstvo očeta. Če imate radi očeta, ne morete kar nehati radi imeti tistega moškega, ki je oče vašim otrokom. Ali pa obratno. Ne, določeni moški, ne, se za kos poscanega mesa, super, na hitrico loč, pa ima že drugo libidinalno terapevtko za dušo in telo. Se žgeta 3-krat na dan, 3 mesece, pa gotovo. Pa gotovo, ne, ko pa zdaj, zgubil si družino, usral si na celi bojni črti, zato ker nimaš moralne razsodnosti, fotor ti ni dal datotek v nadjaz, mamo ima še vedno rad, pri 40 letih ima še vedno rad, je tisto žensko, ki ti rodi otroka, ima še vedno rad. In ne moreš zdaj kar na drugo jeti, pa jo imeti rad, ona se sam dobro dol daje. To je ne moreš čustvovati, tako kot si čustvoval, pa še čustvuješ tisto žensko, ki ti rodi otroka. Teh libidinalnih zakonitosti moški in ženske, laiki, ne kužijo. Se jih ne kužijo niti družinski terapevti vsi, ali pa psihologi. Jaz poznam pare, so šli na razen, ker je tam psihoterapeutka, doktorica klinične psihologije rekla, dajte se vi takole, nista za skrb, dajte se loč, ne, saj boste imeli stike, saj ne boste umrli za otroke, ne, to bodo otroci imeli stike z očetom. Pa to ni isto, ne. In te nekateri, ne, psihoterapeuti brez talenta ali pa psihologi, tudi psihiatri, ne štekajo enih stvari. Obstajajo libidinalne zakonitosti, ki imajo nek rep pa glavo, ne. Zdaj razumeti žensko psiho, to ni enostavno. Moško celo malo boljš, torej je bolj naštudirana. Konec koncev so serijski morilci tako rekoč vsi moški in moška psiha se je dosti naštudirala. Ženska psiha je pa dark side of the moon, je rekel Freud, ali pa what does woman want, je svoj čas modroval Freud, ne, ali pa se je govorilo, da je psihoanaliza nastala zato, ker je Freud želel vedeti, kako ženska uživa. In pisal neke spise, ko pa vem, tam začel je zato Edipovega kompleksa, leta 24 je to napisal, ker se je malo bolj poglabljal žensko, otroško, dekličino razreševanje Edipovega kompleksa, da ne rečem dekličino žensko seksualnost. Potem je v anatomijo genitalih se je spuščal, ne? Če mi hočemo razumeti razlike med moškimi in ženskami, se moramo v psihične nasledke anatomije genitalij spuščati, ne? To leta 25 Freud napisal nek spis, potem je spis o ženski seksualnosti napisal leta 31, to je že imel raka, ne? Umrl leta 39. Potem pa epohalni spis je pa tam leta 32-33 pisal spis o ženskosti. Ženskost ima spis naslov, ne. Tam noter, če bi radi razumeli, predvsem feministke, ne, to jih tam muči, kaj Freud tam piše. Če bi radi razumeli žensko duševnost po Freudu, skozi psihoanalizo, pejte te spise brat, ne, ki tematizirajo Oedipov kompleks, kastracijo. Kastracijski kompleks je ključen, ne, ker deklica to razrešuje, ko je soočena z anatomijo genitalij nasprotnega spola, zbeži tako rekoč, da to svojo frustracijo, ker ji manjka en privesek, da to razreši, ta svoj hendikep, primanjkljaje enega organa, uveljavi preostalo telo kot lepo. In ni ideološki konstrukt neke mačistične ideologije to, da mora ženska biti lepa. Ne? To ni tako. Deklica
se zateče v telesni narcizem, ukvarja se s celim svojim telesom, ok, tudi z mednožjem, ampak moškemu ponudi na vpogled celo lepo telo z nekim nezavednim apelom, daj mi tisto, kar meni na telesu manjka, v zameno in zahvalo, ti dam pa jaz pa celo telo na uporabo, počni z menoj kar češ, celo te dam. Poglej, kako sem lepa, ok, nimam lučka, sem pa toliko lepša. Ta fantazma je naslovljena sicer na očeta, oče od mamice, tabu in cesta in potem vse to, rekel, kar je lepega na ženski, dobi moški in ženska mu z veseljem to da. Sicer malce zadržkom, ker ona hoče nekaj v zameno, če ti jaz dam, ne, potem boš pa ti zame krotek. Ne, mi bo z rokce jedel. Ampak moški pa dejansko pade na to žensko lepoto, takole pade, ampak pade pa še na nek fenomen. Tukaj feministke ne morejo tole čist skužiti. Pade na nemočnost, na žensko nemočnost. Nočna mora za moškega je, če vidi nemočno žensko. Takrat si gotov. Zdaj pa, da ženska še joka. Da je toliko nemočna, da še joka. Takrat te čisto razoroži. To je največji ultimativni napad na pravega moškega, ne na tam nekega pretegnjenega psihopata ali pa nekega lulibuca, pezdetka. Pravi moški, če vidi nemočno žensko, to ga sezuje. To je imperativ pomagati. In potem, če ti pomagaš tej nemočni ženski, ki se ti seveda še vdolži, tako da ti preda celo lepo telo, in potem zdaj se še dol data, ne, in pol tuli ko zverina, ne, in ti nezavedno veš, da si končno izpolnil materi željo, tisto željo, ki je očka izpolnjeval materi, vse dneve in noči, predvsem noči, če je z njo spal, ne pa jaz, ne, in nočna mora otroka je, ne, se obada s ključnim vprašanjem njegovega otroštva. Kaj je na očku takega, da ga ima mamica raje kot mene? Ker z njim spi celo noči. Med sabo nekaj počneta, ne, celo otroštvo se ukvarja s tem neljubim dejstvom, da mamica je od očja. Kaj je na očku takega? Katero željo očka izpolnjuje mamici, da ga ima mamica raje kot mene? Ta fantazma se mora zgoditi. Mamice pa očki skupaj spijo, ne mamica pa sinček. In dečku, malemu Edipu se mora gret glava s tem vprašanjem, kaj je na očku takega. Ker če bo to doživel, bo to dilemo, ne, ali pa to hrepenenje, katero željo moram jaz izpolniti mamica, da me bo imela tako rada, kot ima očja. To se mu malemu Edipu mora naseliti v bios. Ker če se mu bo, potem bo kot moški v odraslosti dobil status pravega moškega, ker bo užival, ker bo ženski izpolnjeval to željo. Ne? In v seksu, če jo ti fejst nažgeš, da se fejst dere, ne? To bi cele dneve to poslušal. Ne? To je neverjetni užitek. Saj ni užitek nek orgazm, ne? Kakršnikoli, v katerokoli smer, v katerokoli lukno. Ni to užitek. Pri pravemu moškemu je užitek, če ženski izpolni željo. Pravi moški bo naredil vse v tistem seksu. Tukaj boste tudi ločevale ženske. Ali mu moraš zdaj ti cele tem ritual seksa vse ti narediti, ne? On bo pa samo užival. Pravi moški se bo posvečal ženskemu telesu. To bo ibral. To je cele dneva delal na njej. Zato je devolution. Vmes se malo zadeva obrne. Ne? Pa vi tudi uživate, k moškemu izpolnite željo. On uživa neverjetno. Ko ga vi obdelujete, on tam pade v nezavest. Ne? Nihče ga ne more krotkega narediti. Ne? Je alfa samec, vsi klecnejo pred njim, samo vi. Pred vami je pa krotek. Ne? In to je ženski v neverjetni užitek. Tudi, ne. Zdaj malo vam še namigujem, ne. Potem se mi tudi malo staramo, ne. Zdaj s starim ženskim telesom ukvarjal cele noči, ni tako enostavno, ker
istega objekta želje si ne moramo želeti celo življenje. To je zakonitost, to je vedno tako. Ne, se jo spoštuješ, imaš rad, če sme mamo rad, ima svojo ženo rad. Ampak tam, da bi se pa z njenim ovelim telesom ukvarjal, tam vse visi, joške so, ne, do kolen že dviguješ, ampak celulitis tam, koža ni hrapavo, ne moreš zdaj ti toliko uživati, ne, si ne moreš pomagati. Ti pa rodila otroke, spoštuješ, če ona uživa, ti uživaš, tako se z njo greš, ne. Če pa dobiš kaj, pri enih 50 letih uno seks bombo na obdelavo, tu bi si dal heroino žilo. Gotov si pol. Ne? To, če ti zadet od loto 10 milijonov dobiš na loto ali pa eno seks bombo dobiš pri 50 letih, seks bombo 25 let staro, ne? To te seks bomba v enem močnem seksu, pornografskem takem, porno seksu, 10krat bolj zadane kot užitek od 10 milijonov. Zdaj si pa ženska zamislite, koliko je moški zadet od seks bombe. Ne? In budale ne vejo, grejo na tam tajnice, se mu oči zasukne. Tudi če ima nadjaz, ni več ne duha, ne sluha o nadjazu. Tok zajeban je, če se moški nepripravljeni dol dajo z nekimi seks bombami. Treba prej stran gledati, ne? Ali pa pošlihtati na stvari noter. Ker ta užitek se te preveč zadane. Ženska ima adekvatno tem tipu užitka, če pride z neko 2 centimetrsko makino z orngfijem, pa jo fejt zamaši. Decimo pa tam nek čevapčič, 5 centimetrska pa 10. Ne? In pa tudi ženska ne more nazaj na čevapčič, če je tam piton lezu po njej. Ne? In pa si dajo te heroino žilo in pa to jo omrači totalno. To se totalno zmeša ženskam, ki se nepripravljeno dajo dol, pa ne z nekim običnim kmetom, jebačem. Ne? Če se ona da z nekim alfa samcem, tam imaš ti spodobnega kurjača ali pa poštarja, ne vem kam, mislim poštarja, vzdrževalca ali pa računovodja, pa ti pa pride tam en direktor, te nažget, koliko te še dec nikoli ni, je pa gotova si, to se babe ne naglihajo, to ne vidi niti otrok več, ker nimajo v osnovi nadjaza. Zato je treba biti previden, ne. Saj ženske so normalne, ima očeta, ima mamo, ne, ampak take ženske se v teh skušnjavah znajdejo ali pa jo nek jebač, če se ji zgodi, ne vrže s tira. Ga da tudi na stranski tir, ker je dom, družina, ljubezen do moža več vredna. Ne? Če pa ima ženska zamero do lastnega očeta, potem pa to mož pokasira s 4. In se ne more ženska, ne, pa je normalna, feminilna, seks, laufa, vse, ne. Ker nekatere ženske ne znajo seksati, če niso imele očeta, pa če foter, ne vem, bil preveč odsoten, v ločitvah, tudi fafajo ga ne. To raj kilo dreka požre. Ne? Orgazm sploh ne vejo, to je španska vas, razen če sama sabo tam, ne vem, s 3 vibratorji pa tako naprej. Nekatere ženske, te profeministične, to se v seksu čutijo premagane. Bolj se tam trudiš, ona tam premagana. Pa tam dela kariero. Dobiš tako žensko v zakon, ti jo tam porivaš, čakaš, da bo začela opiti, ona se pa tam izmika, sem premagana, me premaguješ. Ne? Feminilne ženske, ki so pravilno razrešile Oedipov kompleks, nimajo teh neumnih občutkov. Profeministke, tam so na vodilnih položajih, ne, malo zmedene ženske, to se v seksu ne znajdejo. Oziroma se ne znajdejo, saj z možem ne. Mož ima pa simbolno zastopstvo očeta, ki ga je črtela, ali pa očeta, ki ga ni bilo. Ne, če je bil pa tam nek stric, ne, ali pa sosedov, ko pa vem, falot, ki mi je tam neki skozi smeh spravljal, pa si pa najde enega jeba, če tam 10 let mlajšega. Ali pa direktorja 10 let starejšega, če imela dedka raje kot svojega očeta, ki ga sploh ni bilo. Je bil pa tam dedek. In pa so te ženske obsedene starejšimi moškimi. Starejši moški se pa v seksu neverjetno bolje znajdejo kot kakšni zelenci. Ne? To so neke zakonitosti. Ne? Sam bolj problem
tega feminizma ni ravno v tem,